Današnji večer sem si zamislila majčkeno drugače. Namreč tale knjiga, ki jo izdajatelj tudi prodaja po zelo ugodni ceni 19 €, je neverjetna knjiga, ki vas bo odplavila, spihala, zažgala in uzemljila. In ko sem prebrala prvo poglavje, si nisem mogla kaj, da vam ne bi, tako kot se veste, ko človek bere s svinčnikom in če ima še koga zraven sebe, da bere tiste stavke naprej, da jih slišijo. To je seveda mogoče malo nerodno za avtorja, ampak mogoče bo lahko te čas videl, kaj je tisto najbolj ognjeno in najbolj aktualno, kajti ta knjiga seveda ima naslov Obeležja smisla in govori o humanistiki v 8 poglavjih, ki imajo naslov Smiselnost humanistike in smisel humanosti. To je poglavje, ki vam ga bova z igralcem Blažem Šefom predstavila. Potem pa so še poglavja Jezik tako kot je, jezik tako kot je, jezik tako kot je, jezik tako kot je, rope Evrope, kriza kot diskrimen filozofije, nelagodje v kulturi, na primer jaz, beleženje, avtentična eksistenca in 500 let utopije. Smisel. Smisel ni le mišljenjski in vrednostni, marveč hkrati tudi jezikovni eksistencial in kot tak zajema razumevanje eksistence same, ter v celoti, njen interese, njena umeščenost v celoto sveta. Če ta celota nima smisla, se izgubi tudi dostojanstvo človeka. Če izgubimo dostojanstvo človeka, izgine tudi smiselna celota sveta. Ne stoji nič več in se znajdemo sredi ničesar, a še vedno stisnjeni vmes. Vprašanje pa je ravno, kako vzdržati, kako prestati to vmesnost samo, to, čemur danes pomenljivo, a vendar zgolj v neki smiselni blokiranosti pravimo kriza. Spričevalo humanistike je posredovano s smislom humanosti. To je načinom, kako je človeškost povesti in povesti priča času in prostoru, v katerem prebiva. Je torej naglašeno zgodovinska. Ta naglašenost sega vse do pobožanstvenja te godbe in zgodbe, o kateri iz tistega najzgodnejšega humanega izročila pričajo muze, hčere mnemozine, te pričevalke, spominke in pripovedovalke, ki spominjanjem kažejo na način prikazovanja in odkazovanja smisla. Ko vam bom predstavljala te stavke, vas prosim, dajte misliti na vse to, sredi česar živimo, sredi česar smo tukaj v Sloveniji in na celem svetu. Sredi česar ste vi in mi vsi. In zdaj gremo k temu prvemu poglavju. Obravnavana današnja stanja in prihodnje perspektive humanistike nedvomno narekuje neko soočenje s tem, kar danes je, in se kot tako izraža. Morda pa še bolj ni in se verjetno zdi porazno. In koliko že nas tok časa nezadržano nosi naprej v vedno novo prihodnje, si strastno prizadevamo zadržati tisto izvorno in se kakor v nekem protitoku vračamo k izviru. Nazadnje je tudi svet sam vedno znova nov, obenem pa vlada kot tisto od vsega najstarejše, arhe, počelo,
izkon, povod, začetek, spočetje, izvor, vrhuška, vrhovnost. Edino to brezdanje, nekdanje, lahko veli, bodi, kar si. Humanistično vednost iz te zavesti zgodovinskosti izpolnjuje pričanje vesti, tako v smislu osveščenosti kot obveščenosti. Kolikor humanistična vednost ne črpa iz izvira človeškosti, postane sistematično in sistemsko izčrpavanje njenega smisla, čemur smo danes v izdatni meri priča. Prav zavoljo tega, ker humanistična vednost napreduje le tako, da se giblje nazaj, da je naprej vselej znova spet poprej, se jo rado označuje kot arhivarno in ob tem pozablja na tisto arhontično. Humanistika pravzaprav ne potrebuje kakih posebnih metod, lahko se opre kar na govorico. To opiranje, zanašanje, oziranje v naglašenem smislu sklicevanje humanistike na govorico, ko gre izdalavo njenih metodoloških izhodišč, se danes bolj kot kdajkoli prej zdi sumljivo ter utrjuje prepričanje, da humanistika ni prava znanost, marveč zgolj neprepričljiva retorika ter sploh neka zelo neobjektivna in znanstveno nedorečena reč. V tem oziru se je hoče utresti ne samo tisti del znanstveno-raziskovalne in akademske sfere, ki zase meni, da edini zastopa ta pravo reč v znanosti, marveč zavedno ali nezavedno, s čustvi ali brez, tudi zastopniki in predstavniki humanistike same. Vseeno pa znamenja časa kažejo, da je Nietzschejevo figuraliko nadčloveka spravila s programa mnogo daljnosežnejša in nič kaj globokosežna posthumanistična vizija humanoidne ideomatizacije s pretenzijo nenehnih inicializacij in finalizacij, ki jo zaznamuje prehod jezikovnega in zgodovinskega izkustva v komunikacijsko in informacijsko procesiranje, oboje omogoča funkcionalnost družbe znanja kot idealno postavljene ter na tej osnovi brezkonfliktne in antidiskurzivne identitete v neskončnih identifikacijah znotraj virtualnega pretvarjanja subjektivnega in objektivnega funkcioniranja v projektilno. Drugo poimenovanje te družbe znanja kot biopolitike pri Foucaultu ter nadalje pri Agambenu kaže njeno drugo in manj svetlo plat, to je prikrito voljo po brezpogojnem obvladovanju življenja in dokončne prevlade nad njim, virtualno v korist in za potrebe človeka, človečnjaka. Ti dve viziji oziroma ideji družbe znanja in biopolitike lahko povežemo še s tretjo vizijo, odprte in odgovorne družbe, ki pa pade pod težo prvih dveh in je tako nekakšna družba v odstopu, z določenimi odstopanji in celo nevarnostjo prestopništva. Njeno odprtost narekujejo zakonitosti prostega trga, odgovornost za varnostno obveščevalni mehanizm, najrazličnejše partije, ki jih ščitijo in branijo finančne partije. V povzetku lahko iz vsega tega sledi le ugotovitev, da danes ne moremo govoriti o družbeni krizi, marveč kvečjemu o hipokriziji, ki jo zaznamuje spletanje družbe spektakla z družbo debakla. Na katero oziroma čigavo govorico naj se potem opira humanistika, če imamo opraviti s to breztemeljnostjo, brezosnovnostjo in brezrazložnostjo v razmerju do tega, kar človeka zadeva kot smisel, kar ga prizadeva kot nesmiselnost
in za kar si prizadeva kot z osmišljanjem. Kako je ta smiselna nezadostnost speta s spoštovanjem človeškega dostojanstva? Kako lahko slednja brez slabe vesti izrežemo iz smiselne brezizraznosti in ga pripnemo na prsi ponosnega humanizma? Mar nismo lahko v pogledu pristojnosti za govorico, kot na obzorju človeškega dostojanstva obviseli kakor v neki nuji, brez sleherne nujnosti? Ideja humanosti ni le dobrodušna in človekoljuba smiselna opora, marveč tudi zapora človeškega smisla in zapornica humanistike, ki tudi konkretno ustvarja človeške zapore v bolj vzrejno-vzgojni različici, po analogiji z živalskimi vrtovi, pa tudi okolju nič kaj prijazne človeške vrtove. Najdaljnosežnejša šola, idejce, idealovič, pa je gotovo udomačevanje v lastnih potrebah, skupaj z domicilno potrebo človeškega dostojanstva, na podlagi katere cel svet izpade kot njihova posest in oblast. Namreč potreb z dodatkom človeškosti. Ta pridatek in izdatek človeškosti je lahko kjerkoli in kadarkoli doma, a zato nikjer in nikoli ne dospe pred hišo biti, se pravi do nastanjenosti v govorici, v katero in iz katere spregovarja in nagovarja svet. Dejan Komel je v tem prvem poglavju izbral za govorico primere, kako se povezujeta strast in smisel. Mar lahko to ugotovimo brez pesniške strasti? Za strasti pravimo, da so slepe, nespametne in lažnive, pa vendar v svoji gorečnosti prinašajo s seboj resnično luč razuma in razumnosti, tako da lahko sploh razumemo smisel življenja, ter se smiselno sporazumevamo v svetu. Nista pomembni le semantika in romantika strasti, pač pa predvsem njihova mantika. Strasti niso preprosto neartikulirane, temveč cilijo k artikulaciji, nekaj se hoče izraziti, nekaj je za povezati, nekaj je treba premostiti. Strasti so tokovi strujanja, ki silijo, da gradimo mostove, zato nas njihovo zaviranje onesposobi za izvirno. V taki zavrtosti se javlja le še neobrzdanost in razdraženost brez draži in dragocenosti v bivanju, ki tudi historijo sprevrača v histerijo. Le tam, kjer je strast, prihaja do razumevanja, do razuma in do sporazumevanja, do pričevalnega premoščanja preteklosti v prihodnost. Most tega premoščanja tvori govorica kot vsakokratno upovedovanje in izpovedovanje smisla. Samo z govorico bivamo zares tu in smo odprti do preteklosti in prihodnosti, vse do meja nedopovedljivega. Pravi, da je govorica najprej most, ker v domišljiji povezuje glas in podobo, kakor pri Gregorju Strniši. Iz ptice na nebu stopi ven, iz slike v očesu stopi ven. Govorica je drugič most, ker v misli stika rekanje in reči,
kakor pri Danetu Zajcu. Če ji ne prideš naproti, bo misel zašla, ko te bo iskala. Govorica je tretjič most, ker kot rekanje reči snuje svet med ljudmi, kakor pri Barbari Korun. Tam dva molčita v dveh jezikih. Sonce, beseda, tvoj zlati ščit, molčita na glas. Govorica je četrtič most, ker kot razkrivanje sveta krije v sebi skrivnost smisla, kakor pri Branetu Senegačniku. Zaradi neizrečenega se izbrisujejo uganke o smislu, skozi katere je skrivaj dotekal zrak v naše ozke dneve. Govorica je petič most, ker presaja prostor bivanja v vrt prebivanja, kakor pri Meti Kušar. Temnomodra smokva zori. Nad nebom živim vsak dan z njeno rdečo sladkostjo, z mladiči lastovic. Zgarane ptice jadrajo v vročini in pojejo, kadar mladiči sami love. Mizo so metulji prekrili. Vzhod kliče čebele v sonce. Govorica je šestič most iz neznanskosti v neznatnost, kakor pri Borisu A. Novaku. Angel dotika te učim dvojine. Poslušaj dušo kozmosa, ki seje pomen povsod, kjer čas ukrivlja veje. Polaganje dlani je hrana bližin. Govorica je končno neskončnokrat most zaradi enkratnosti sleherne človeškosti, kakor pri Niku Grafenauerju. Zmerajšnji končni čas, neizrekljiv, trenutek za trenutkom traja, zložen v pesem. Upovedovanje smisla v govorici skozi pesniško strast in preko nje definira smiselnost humanistike kot humanistični konfin na poteh in brezpotjih človeškega smisla. Dejan, kako si pisal to knjigo? Ta knjiga je kot eno premikanje vseh slovenskih gora, kot eno garanje zoper vse, kar se dogaja se pa v glavnem precej nehumanističnega. Kako je prišlo do te ideje, to me zanima, kako si začel pisati to knjigo? Ja, najprej hvala za povabilo, za to, da imamo možnost danes govoriti o tej, a je vključen. Zelo blizu ga moraš držati. Druga zadeva, mislim, to diskusijo, kako sem pisal to knjigo, bi vseeno začel s tem povabilom. Namreč v tem povabilu, če ste ga prebrali, so bile določene besede, ki so pač nekako navezujejo na to mojo knjigo in vse to, ampak so bile nekako postavljene v en razpored, v neko sliko, ki sicer ustvarja, kot da se gre za to, ampak v bistvu sem se ob tem zgrozil. Namreč, ker lahko vse to, kar sem napisal, zdaj izpade kot eno, kako bi rekel, ne samo igračkanje, ampak nekaj, kar lahko tako rekoč se obrne, se lahko danes da ven in tako je. Torej to, mislim, da se tako ne da delati in tudi zdaj, ko si prebrala te odlomke, ko si jih recimo v neki svoj kontekst spravila, svoj kontekst razumevanja,
seveda v tej izvzetosti sugerirajo, ko bi rekel, en smiselni kontekst, ki vendarle ne vem, če je v intenciji te knjige. Ta knjiga, to moram poudariti, ni edina, ki je bila, recimo, če tako vzamem, recimo sem 4 knjige na ta način pisal od Potikanj naprej, kjer seveda sem skušal upeljati pač v to, kar se imenuje filozofija, nekaj, kar bi lahko ustvarilo smiselni kontekst. In naslov te knjige Obeležja smisla je ta poskus. Seveda, to se zdi malo, ne? Vsak ima nek smiselni kontekst, ne? Ampak zdaj, če pomislimo, a ga ima res, a je res temu tako, ne? Kaj pa sodi van, ne? To je nekaj, kar se lotevam v tej knjigi in tiste odlomke, ki si jih zdaj prebrala, seveda zdaj, če jih izločimo ven, dobivajo en prizvok, ki nima resonance. Ki nima resonance za tisto, kar sem hotel sprožiti, ne samo v tej knjigi, ne. Zelo lahko sem se odločil, namesto da pišem učene pač filozofske razprave, da to spravim v en smiselni izraz, ki seveda na neki strnjeni varianti, ampak strnjena varianta, ne, če že praviš pesništvo, vse to pomeni pesništvo. Jaz nočem. To, kar smo zdaj na koncu prebrali, je seveda eno veliko opozorilo na to, da humanistika in tako naprej seveda se na to naslanja. Ampak tisto, kar je bil moj ključen namen, je, da se en zorni kot, nekaj, kar ustvarja eno določeno transparentnost, kje se nahajamo, kako se nahajamo in tako naprej. Seveda, če tako zastaviš zadevo, potem ne moreš izločiti sebe ven, a ne? Nimaš veliko šans. In tu moram reči pa, da je najbolj kritična, ne v smislu kritike, da podajam kritiko, ampak kritična kot neko tveganje, je to, da sebe vneseš notri, vse skupaj. Ne? Lepo se postavlja do sveta, dokler imaš privilegij intelektualca, predavatelja na določeni fakulteti, da vem še kakšne zadeve. Ne? Druga zadeva je, kot je ta misel zanese nate. Zdaj, recimo, ko si brala te odlomke iz, ne, gre pa recimo, gre za nekoga, s komer sem se jaz združil v tem. To ustvarja tudi eno drugačno pojmovanje človeškosti. Ne, na čem pa gradimo to razumevanje, a jo že imamo, to človeškost, da bi lahko sam zdaj, kako bi rekel, a ne, zdaj smo pa mi v privilegirani poziciji, da o tem govorimo in tako naprej. Recimo, ti si imela 2 tedna nazaj, ali koliko en teden nazaj, simpozij o sovražnem govoru, ne? Če tako rečem. Ta knjiga je sovražni govor. Ne? Za koga? Za tiste, ki so simpozij organizirali? Za to, da jaz pravzaprav nimam nobenega sredstva kot avtor, da se temu zoperstavljam. Ne? Vsi bojo bolj kritični, vsi mi bojo lahko dokazovali pač svoj prav v tej konstelaciji. Lahko gremo iz pesništva, lahko gremo iz filozofije, lahko gremo iz humanističnih ved. Ne vem, predsednik vlade se lahko oglasi. Ne? Vsi bojo imeli svoj kritični vidik, ne? Ki mi ga lahko vzpostavljajo. Jaz v bistvu glede tega sem v
v neki poziciji, kjer pisati to knjigo ni tako lahko, če vključiš ta vidik. No, zdaj preden mi igralec odide v Cankarjev dom, ti bom sem si želela podariti moj vidik, ki je pravzaprav, kakor ga jaz čutim, nekako popolnoma tako nezaščiten in popolnoma na ist način me stiska, da mi lahko vsak seveda naprti, kot mi že je in mi še bo, seveda tudi vse take stvari, o katerih ti zdaj govoriš. To je samo en odlomek iz moje najnovejše knjige, ki pa ima ravno naslov Govorica. Govorica prvič. Oblika se vda, sredica redi zgodovino. Za volno in meso. Silni sunki in udarci se na kamnih posušijo, zdrobijo prah kot suha flegma. Hudič se kakor vrabec kopa v njej. Od nekod se stegne roka in ponudi prašen svitek. V vsaki hiši. Iz teh pergamentov zidajo grofije. Neke čačke so spomin na nas, kakršni smo. Kdo smo? Včeraj, lani in pred pol stoletja, pred 1000 leti. Kdo smo mi? Garanje, tuhtanje, mačete in molitve v noč in dan. Zmrzav na ometu in šimelj, ki ga v šolah pridigajo. So nebesa na oltarjih? Umetnost bruha kaos. Na štukaturah Švicarjev nas v hramu še vedno vleče gor, ven iz glave, ven iz sile. Železna rašpla brez ideje drgne domačije. Smo mirno srečo hermetično zaprli? Rjavooka govorica bo prenesla ogenj in kri požar. Senco prebavimo le svojo govorico. Po gnezdih kača sika, a ne prevlada. In mi? Smo preživeli? Smo prišli domov? Kača. Riba. V režnjih skrita, ne samo v cerkvah. Se nam celota že razdaja? Kar naprej ostaja cela. Zatajil je izmučen mil obraz, čeprav nekoč je molil slovenski očenaš. Govorica nenehno trka v zgodovino. Iz nje usipa rdečo črvojedino. Beseda je utrujeni bolnik, zavit v mokro platno, grobo platno, zdravo kot relikvija. Iz nje se kar naprej kadi, ker bolezen v njej žari. Žalost zapuščenih ljubimcev povijem v zasnežen papir. Hiša si navleče ribjo kožo. Ribe jejo čas. Molčijo. Na božji klic se nam množijo. Kdo smo mi? Obsedenci nam molijo čeveljce. So zapravili orodje? Kje imamo žezlo? Kje krono? Kje je škrlatni plašč? Kelih? Kje je beseda 1000-krat pretihotapljena, ovita na trizob, mimo ukazov, mimo nemih prič? Mi ni tisto, s čemer govorimo. Mi ni tisto, kar povemo. Mi je šal. Mi se vrti v mešalcu, dokler beton ne zagrmi na gozdne korenine. Čas se staljuje. Škrat obupano kriči, ne, ne sem, ne spet na moj izvir. 3/4 ponarejenih uteži, umetne knjige. Na laži sanjamo, na njej živimo, majhno čelo, drobno in podobno. Smo žastli s poti, odpuščanje zapigali v brit kost, zlatnino zmetali v jame.
Nihče nam ni umival nog. Mi molči. Mi ne sliši. Mi stiska. V Alpah enakost lovca s plenom zraste iz gob. Ko so po zimi česali ovčjo volno, so sanjali šifon. Z eno roko gladili Boga, v drugi držali preslico. S čelešnikom priščipne škrata, ki meša štrene in predicam napenja žile. Mu lahko rečeš oprostite? Ne vem, kako so ribje kože prišle v slovenski hrib. Ovile hiše. Kako je vitez Štefan prijahal v žičo? Nam je kaj položil v govorico? Pare se dvigujejo iz zasutih foliantov. Maščevanje z mladih trupel polagoma prhni. Mi se hvali srečo na ves glas. Ta glas nam med zastruplja, prav na božični čas. S katerim jezikom naj ga poskusim? Imam pravega? Strupenega? Ne vem. Nimam besede. Oprostite, jaz nimam besede. Brezmejni mi. Brezmejni mok na trdo plastiko vsak stih razpne. V sanjah je zlata jama. 8 jih sedi za mizo, a nad njimi ni goloba. V glavi imajo dolg jedilnik izgubljenih let. V temnem kotu prikazan razvija najboljši porcelan. Na ognjišču poje ogenj in na malinah poka led. Vse, kar je v jami, je tudi tu. Pozabljen pesnik je z mrazom ukrotil zvijačneže in čredo bikov. Ježi baba je njegova skrivnostna pomočnica. Angleži nasilno odpirajo zaboje. Iz časopisnega papirja razvijajo težak kristal. Bodo točili stare rane vanj. Z verzom užigam monogram v sladko sipo. Nekdo mi skozi nevidno lino vrže na blazino dar. Čakam dan, v katerem bodo jedci kronali pravičnost. Opice kapucinke vedo, kaj je pravičnost. Rana človeku mero stre. Zlatar je poln ran. Več obližev, več, še več. Kristal spet diha. Samo telo je mrtvo. Kristal je živ. Filozofija se prestopa. Opombe piše, kakor mi. V čačke verjamejo, v rane ne. A jih vseeno zelo boli. Brez line so misli samo sprhnel papir, ker sanje mečejo v smeti. Se je zato zgodilo, da bi se spet zgodilo? Je boljši neumen fant ali neumen kralj? Prvi je s fračami potolkal gartelce in drugi slavca izdal. Oba sta se kesala, obžalovala. Lažnivci delajo hud denar, hudič pa kuje protislovja. Dober pesnik preživi nasprotja. Zlo? Kdo ga razloči, ko se ovija okrog hrbtenice? Kdo naj bi razgibal zaspano snov? Skušnjava je najpopolnejši motor. Prosim, da sem bila kot časa za to, ampak ta ciklus pesmi je nastal tudi po tvoji zaslugi. Jaz seveda nikoli nisem bila usposobljena za to, da bi težek filozofski, individualno poseben jezik razumela. Seveda je poseben, tako kot je tudi pesniški jezik poseben. Ampak če si ne dovolj, se mi zdi preveč. Se mi zdi, da sem takrat, ko sem to pisala, razmišljala o
o istih odmevih in odsevih, če si seveda ne domišljam preveč, kot razmišljaš ti v tej knjigi na svoj seveda mnogo globlji in natančnejši filozofski način. Namreč ne morem vsega dojeti, o čemer pišeš jaz, ki nisem filozof. Lahko pa intuitivno začutim to. In zato se mi zdi, da sva si tukaj v tem, to, kar si prej razlagal, da sva popolnoma izpostavljena, da sva na planu, nekako podobna s tem, kar napiševa. Ali se motim? No, jaz sem z veseljem, mislim, kako bi rekel, pač mojo, kako bi rekel, nagnjenost k pesništvu, mislim, da sem jo potrdil. Ampak, če se pa spet vrnem k tej hudičevi zadevi, to, da je treba toliko poudarjati nerazumljivost moje knjige. Ne, zdaj pusti me, pa mene do beseda, a je prav? Ja, prosti. A je prav? Lej, to mislim, da je, kako bi rekel, da se to malo izkorišča. Pravzaprav se noče priti do nekega neposredne stvari, ki je povedana tam. Recimo tu govoriš ti o govorici. Jaz imam pač poglavje tam, ki sledi temu o humanistiki, ki se veže na zelo konkretno situacijo, naše govorice, slovenske govorice, ki mislim, da zelo neposredno pove, zakaj se gre. Zdaj to pa tebe vprašam. Zakaj je treba to oddajati z nerazumljivostjo, da se jaz zavijam, ne kdo drug, ne ministrstvo, ki ukinja slovenščino, ne univerze, ki se bojo odločili, da bojo uporabljali. Jaz se zavijam v nerazumljivost. Pa mi povej ti svojega pesniškega vidika, zakaj je to temu tako? Zakaj moram jaz biti obdan tu z nerazumljivostjo? Jaz mislim, da so zadeve, ne samo v tej knjigi, tudi tiste 3 prejšnje, ki sem omenil, so bile napisane z namenom, da zelo neposredno zadanejo. Kot je rekel Hölderlin za grško tragedijo. Grška tragedija neposredno ubija. Ta, ki je naša, Moliérovska, ki je potem vse to, klasicistična, ima drug značaj. Ampak to ne morem, jaz, ne morem imeti vnaprej, da ti mene odevaš v vse te vate, pesniške in tako naprej. In da se tu izkrivlja. Tisto, kar tvori obeležje smisla, jaz take recepcije moje knjige enostavno jo ne morem sprejeti. No. Mislim, to ni moj namen. Tudi ta knjiga, konec koncev, vzemi kontekst, ki ne bil tu povedan. Jaz sem hotel s to knjigo inicirati eno humanistično zbirko. V sklopu nekega dogajanja, ki je povezano z tem življenjem pri nas in ki bi lahko imelo en relevanten vidik. Ti, ki mi rečeš, razumeš, da je to težko, da je to nerazumljivo in potem odeneš to vato poezije, mi vzameš tisto, kar hočem jaz povedati. Lepo prosim. Zdaj mi pa povej, kako je s tebe. Zakaj sem jaz nerazumljiv? V čem? Ko govorim o govorici, tam sem navajal primere. Primere sem navajal v tistem tekstu, ki zamegljujejo to in zakaj sem jaz nerazumljiv. Lepo prosim. To je treba enkrat spraviti na dan, ker jaz tega kulturnega štosa, in to je tisti sovražni govor, ki je notri, jaz tega, razumeš, enostavno ne morem sprejemati kot nekaj, kar bomo mi zdaj tu prodajali. Mi smo preveč, po mojem, ne vem, kako bi rekel, odločilni situaciji, da bi si to privoščili. Ne moramo tega zavijati v te oblike. Zdaj, če sprejmeš ali ne? Ne, jaz to popolnoma sprejemam.
iz strahospoštovanja ne upam drzniti misliti, Kakšnega strahospoštovanja? Da razumem Jaz nobeno, komu sem jaz grozil? Lepo Ne, prosim. ne, glej, Dejan. Gre samo za to, da branim mojo nerazumljivost, da sem jaz nerazumljiv, samo to preprosto zadevo. In ni treba, da se me odeva v, kako bi rekel, ne vem. Glej, Dejan, Jaz bom lahko za novo leto Sneguljčica, za pust bom drugo, za tretje bom tretji. Mislim, kam to spada? To ne spada nikamor. Lepo prosim, dajmo si priti na čisto. Pa jaz ne napišem te knjige, niti ostalih. Jih nisem napisal za ta namen. Ne, nisem, da ugajam nekomu, nič. Povedal sem to, kar imam neposredno in lepo prosim, če mi kdo reče, da to ni nerazumljivo, mislim, naj mi pove, na čem je nerazumljivo. Želela sem ti samo to povedati, da ko sem 14 dni brala to knjigo, Premalo. ja, oprosti, 14 dni pa lepo prosim, meta je pa premalo. no, A seveda je što, premalo, glej, seveda je to pa ne bo premalo, šlo. Dejan, seveda je premalo, ampak, a veš, Ma ti si bila zraven, pri dveh teh, ki sem jih jaz oddeklamiral, si bila zraven. Ti ja, poznaš tako. poznam, Tebe sem apostrofiral. še posebej dobro se spomnim tistega predavanja v Loranu. Ja, ko se mi je zbudila, drugače bi ga sploh ne verjetno odpredaval. Ja. Ja, ampak kako, zakaj me zdaj za s tem? kako Ampak bi rekel? hočem ti povedati to, da ko sem naletela, vedela sem, da je ta knjiga krvava, da govori o krvavi. Ti si jo počrtala rdeče, jaz nisem Ja, krvina, ja, mislim, ja, lepo ja, prosim, zato- ti si rekla nežno, si mi rekla prej, ne, milina, ne vem, Ja. zdaj lepo prosim, jaz krvavo nisem nastopil nikjer. Govori Ni o res, strašnih, ni res to. govori o strašnih stvareh in seveda govori tudi o jasnih stvareh. Ampak noter so stavki, ki sem jih jaz brala nekim ljudem in sem prosila, če mi jih lahko razložijo. In so mi vsi, ker se jaz seveda ne strinjam in veš, da sem se nenehno želela in pogovarjati s tabo in to razumevati, nisem hotela pristati na to, da bi rekla, ker so mi oni navadno odgovarjali, to je težek filozofski jezik. Jaz se ne strinjam, jaz mislim, da tvoja filozofija, predvsem tvoja, zato ker jaz nisem filozof in nisem veliko filozofov brala, ampak tvoje filozofije jaz nisem nikoli brala kot tisto filozofijo, ki jo imajo ljudje v spominu ali pa v glavi, da rečejo, to je težek filozofski jezik. Jaz sem tebe zmeraj gledala kot življenje, ki se dogaja pred mano in ki želim o njem govoriti. To se pravi, da si bil za mene vedno nosilec smisla. Zato je bilo, jaz se z drugimi filozofi slovenskimi nisem ukvarjala, ne starimi, ne mladimi, ne popularnimi, ne nepopularnimi. Zato, ker enostavno niso imeli flogistona za to, da bi zažareli pred mano. To je bilo za mene neka veda, ki se dobesedno niti ni z mojo usodo slovensko in človeško nikoli križala ali pa se jo dotaknila. Medtem, ko tvoja se pa je. Ampak vendarle, vprosti, da rečem, ne, da je ta knjiga nedostopna. Priznam, da jaz tudi nisem bila vesela, ko mi je Drago Jančar napisal na hrbet esejev, to so težki eseji pesnice. Meni se niso zdeli težki. Ampak nekako sem razumela, da so verjetno se zdeli komu težki. Ne, glej se... In ta nerazumevanje, dej, prosim, če ga lahko razumeš kot nekaj, kar izhaja iz mojega odnosa do tega, da dejansko tvoji filozofiji v velikosti in meri enostavno nisem kos. Ne, gre za to. Gre za približanje. Jaz obravnavam zadeve, ki so za moje pojme, so za moje pojme ključne. Ne vem, ja, recimo, če niso zaključne za širšo, ne vem, so vsaj zame, a ne, konec koncev to odgovornost potem na koncu name. Zdaj, kar se tiče razumljivosti, tu vidim, je predvsej mojih študentov. Vsi vejo, da jih skušam, kako bi rekel, na tisto zadnjo
točko izraznosti in ne vem česa spraviti, da jim rečem, da drugače pač ne pridejo skozi filozofijo. To je prva, če se me že navaja kot profesorja. Druga zadeva je, ker z temi, kar tako ti predstavljaš, se seveda jedro samo. Recimo, jaz sem zdaj apostrofiral konkretno. Gremo recimo k problemu slovenskega jezika. To, da se mene obklada vsemi temi zadevami, je to, da se ne pride nikoli do problema, da se ga zakriva. To je zame problem, potem, ki nastopi. Ne? Da se mene pač ne povabi nekam, ker sem jaz nerazumljiv, ne bom imel ne vem kaj, ne bom imel onga, pa ne bom imel tretjega, v bistvu se pa problematiko, ki je notri, se jo vrže ven. Ta problematika, ki jo jaz obravnavam, ni neutralna. In zakaj jaz se ne morem hecati, ne morem tebi reči, ti boš pa mene lepo predstavljala, a pa ne vem še kaj, medtem ko to bo pa ostalo zunaj. Jaz nisem knjige za to pisal, nikakor nisem pisal za to. Ne? A smo resni zdaj ali ne? Pa pejmo problemom, zdaj mi povej, vzemi spis, recimo, kjer govorim o slovenskem jeziku, pa mi povej, kje sem nerazumljiv, kje vidiš ti te moje primanjkljaje tam, pa kaj jaz tam povem, povej mi. Še enkrat ponavljam, Dejan, ne gre za primanjkljaje. Ne gre za primanjkljaje, ampak gre za širino in množino tega, kar je povedano. Širina, to bo rekel, ja, človek sanja. Ne oni, jaz nisem oni. Pardon, jaz nisem oni. Jaz nisem nikoli skrbela za to, da bi bil ti pokrit tako, kakor se to dogaja v medijih, da se odpre en problem in novinar takoj skoči in te hitro o tem pokrije, zato da tistega problema ne pokažeš. Ne, jaz sem vedno želela in hotela, da imaš besedo in da jo tudi pokažeš v vsej svoji izjemni moči, ki ti to sam narediš. Kaj pa če ni to izjemna moč, kaj pa če sem jaz zelo šibek in da hočem to pokažati, koliko smo... Ne moreš ti mene predstavljati zdaj kot velikega, zakaj bi pa jaz imel interes, da sem velik filozof? Koncu govorim jaz o velikem uboštvu filozofije. Jaz govorim, da je filozofija sploh ne more, če vzameš, ne more priti filozofija svojo kritiko skozi. Zakaj? Kot sem rekel uvodoma, zato ker bojo že tako kritični do mene, da ne pridem skozi s tem. Zdaj pejva od teh točk, pejva od to, kaj jaz v tej knjigi recimo pravim, razumeš? Da prideva do tistega, kar tvori obeležje smisla. Lepo prosim. Lej, Dejan, če želiš, jaz ti lahko pokažem, kaj je bilo meni razumljivo in kaj me v tem tvojem poglavju, ki si mu dal naslov jezik tako, kot je, jezik tako, kot je. Recimo naslov sam, če vzameš, ima neko varianco. O čem je zdaj nerazumljivost tega stavka? Jaz sem ta stavek podal, da eno, kako bi rekel, način, kako mi percipiramo jezik, poudarim. V čem je nerazumljivost recimo tega naslova, s tem poudarkom? Recimo, a pa da se jaz grem neke, kar tako floskule nasploh. Še enkrat poudarjam, nisem govorila o floskulah, da ne mi prosim dajati na jezik to, kar ti drugi mogoče učitajo. Moj problem s tabo je ta, da imaš ti ogromno vsebine, ki jaz nisem kos. Ampak da kljub temu želim svojim ubožnim razumevanjem tvoje delo in tvoje razumevanje sveta kazati in poskušati prikazati ljudem. To je vse. Ampak v čem mi nismo jeziku kos, recimo? Prej smo poslušali, recimo, tvojo pesem, ker se dotika tega. Ja. Jaz sem se hotel v tem približati, recimo, temu problemu, z jezikom. V čem nismo jeziku kos? V čem je problem jezika, recimo? Če me zdaj sprašuješ, v čem je problem ta, da so hoteli narediti pomembno internacionalno univerzo s tem, da bi uvedli angleščino in spremenili slovenščino,
oziroma ukinili slovenščino, je to seveda problem, ki z jezikom nima nobenega smisla. Ker to je isti problem, kot ta, da imajo denar za to, da dajo za pripravljenost, stalno pripravljenost določenih profesorjev, nimajo pa denarja za to, da bi tiste mlade znanstvenike, ki so vsi plačani kot asistenti, upravljajo pa delo izrednih profesorjev, nastavili tako, kot je treba. A o tem jaz pišem. Ne, o tem ti ne pišeš. Jaz sem socialni delavec. Ne, o tem ti ne pišeš. Lepo prosim. Ne, to ni smisel mojega teksta. Ne, nisem rekla. Vzemanje za jezik. Ne, Dejan, nisem rekla, da ti o tem pišeš. Rekla sem, da oni, ki postavljajo problem jezika na ta način, vzpostavljajo ta model. To je ta model, da bo pač naša univerza svetovno znana ali pa poznana ali pa internacionalna, če ne bo slovenska, ampak bo angleška. Približno tako, kot je zanj pisal. A ni v tvojem društvu, PEN, društvo pisateljev, a ni to, da izdajajo pesniške zbirke prej v angleščini kot v slovenščini? Ne moramo univerze po vseh teh. Ne? Tu se gre za en širši odnos do jezika, ki je problematičen. Zakaj ne bi razumevanja v zvezi s tem? Ne, ti si izdala tudi dvojezično zbirko. Ja, prosim. Jaz bi mogoče knjigo to kupil. A mi lahko en pove, zdaj prosim, a mi lahko poveste na kratko vsebino te knjige? A ne, to pa ne. Mislim, ne vsebino, vsaj... Čakajte, to pa... Ja, imate, lejte, no, tako jaz sem tehnik, jaz bi samo rad videl... Ja, gledajte, ta knjiga je bila subvencionirana s 500 evri, se mi zdi, ali kakorkoli, z strani RSS-ja. In RSS za to financiranje zahteva, da je recenzija objavljena v knjigi. In tam imate 2 recenziji, kjer imate povzetek. Zame, jaz ne poznam na svetu založbe, objavijo na platnicah, a ne, objavljajo, ne vem, neka dobra mnenja, kakorkoli, ampak recenzijo, ki je za to, da se določena sredstva, to je, kako bi rekel, zahtevek določene agencije naše. Se pravi, da te tebe kot avtorja spravijo v neko pozicijo, da ti nisi sploh samostojen, ko izdajaš knjigo. Imate pa tam, imate še celo moj povzetek, zato ker ta knjiga kot ironijo, hkrati pa tudi kot pogoj, ki ga me izpoščuje, vključuje vse momente izdaje znanstvenih knjig. Ne? In tam imate povzetek čisto na miru. A veste, kako bi rekel, knjige se berejo. Nemogoče, kako boste vi Cankarja, pa ne vem, Webra, recimo od filozofije, brali v povzetku? Pa dajmo se strezen glede tega. Ampak po direkcijah od recenzij, po teh merilih, bomo pa seveda mi do tega prišli, če se vrnemo k jeziku. Kaj ti to, draga moja, omejuje moj jezik, a veš? Moj jezik potem je na tem, ker če se jaz odločim, tisto, ki si prebrala tiste odlomke, da jih jaz formuliram v jeziku, za katerega smatram, da ima neko tvorno razsežnost v slovenščini, je ta jezik skoraj prepovedan. Tvornost slovenščine je prepovedana. To je srž tistega, proti čemur jaz grem. Zaradi mene naj delajo kakršnekoli zakone, ampak kako, da se ena osnovna tvornost v jeziku vzpostavlja, tega pa ne more predpisati ministrstvo, tega ne more nihče predpisati, ker je to ena spontana zadeva, se okrog tega strinjava. Če je temu tako, potem moramo mi v tem delovati. To se pravi, da zame, kot nekoga, ki deluje v tem prostoru, jaz lahko delujem tudi v drugih prostorih, nimam glede tega ovire. Ampak pomeni, da to razvijam na tak način. Še več, ne, tu se jaz seveda odločam za neko filozofsko, bi lahko rekel, dokaj riskantno varianto, ampak jo moram potegniti, ker drugače dopustim indiferenco do jezikovnosti. Zaradi tega so moje te knjige pisane na ta način, zaradi tega niso študije. Ne bom izdajal, bom pa, da ne bo kdo mislil, da pač se s tem ne ukvarjam, ne. Lahko napišem tudi na ta način knjige, samo te knjige so pisane ravno zaradi tega, ker je
to nahajanje v jeziku nekaj, kar tvori seveda tisti, zdaj, kako ga kot duhovni, ali ga kot kulturni, ali ga kot intelektualni, ali kakorkoli prispevek, ampak brez tega mi ne pridemo skozi. Ne pridemo skozi kot individualnost. Ne, to, da naredim ta premik po teh individualnosti, je pa tu še en, kako bi rekel, dodaten vidik, ker nekako mislim, da je ta doba že nas pregazila. In moram to uvesti, moram to zaradi kako bi rekel, smiselne poštenosti. Torej, če hočem slediti temu, kar se oblikuje kot smisel, moram to narediti. Ne? To je nek narek, ki pa po mojem ga narekuje govorica, pa je vseeno, a je slovenska, ali pa se jaz izmislim. Jaz to knjigo, konec koncev bi jo napisal in ti dobro veš, da sem pisal v jeziku, ki ga ni. Veš ti, da sem to uporabil. Ja, vem, lič. Ja. No, možno je in jaz bom točno vedel, kaj sem v tem jeziku napisal. Lejte, jaz sem bila 15 let v knjigarni, pa bom jaz odgovorila na vprašanje, zakaj vi kupite to knjigo, če lahko, če mi dovoliš. Da bi zbiraš od avtorja. Recimo, da avtorja zdaj ni. To je pred nami. Ja, ampak avtor se ne ukvarja s tem, zakaj bi svojo knjigo prodajal, ampak jo se ukvarjal s tem, zakaj jo je napisal. To sta pa dve različni stvari. Ne? Če že. Ampak vsakem, a veste, to je tako, kot da bi vi mene vprašali, zakaj dajte kupiti moje pesmi. Jaz vem, zakaj sem jih napisala. Težko vam pa povem, zakaj bi bilo dobro, da jih vi berete oziroma jih imate vi doma. Če sem vam odgovorila na to vprašanje. No. Čakajte, hočete da vam podarim knjigo? Ne. Jaz sem prišel na dobro predavanje in je bilo zelo dobro vabilo, pa zdaj po eni uri nič ne razumem. Na tem sem se jaz prvi pretožil, ne? Ja, in zdaj vas prosim, da nam malo knjigi poveste na kratko, če lahko. Ok, pardon. To je bilo moje zdaj. Zdaj povem na kratko, pa ne? Ne posej. Knjiga v uvodnem tekstu. Ne, ni treba, res se vpročam, jaz bom lahko si kupim knjigo, jaz čisto drugače razumem. Mislim, Ne, zdaj sem mislim, ne vem, ne, zdaj... Mislim, da je to... Ne, bom to pač na najboljši način nekako naredil. Glejte, knjiga je res išla v publikaciji, ki naj bi imela namen, da nekako upelje interdisciplinarno humanistiko pri nas. In prvi uvodni tekst je pisan na ta način, v čem je problem celotne humanistične vednosti danes ne v opreki z drugimi znanostmi ali kakorkoli, ampak s tistim, kar se oblikuje kot najširši informacijski sistem in kar seveda sproža problem na ta način, ali je humanistika še kakorkoli zavezana smislu humanosti. Namreč tudi znotraj humanističnih tekstov se na mesto humanosti zdaj uveljavlja oznaka posthumanost. Nekako smo se sprijaznili s tem. Naslednji teksti, ki temu tekstu uvodnemu sledijo, skušajo to humanost jo smiselno razgrniti na tistih vidikih, kjer ta lahko sebe pripelje do neke izraznosti s tem vidikom, da ima to neposredno konsekvenco za to, kaj mi razumemo sploh humanost. Zato recimo so taki teksti notri, kot je recimo o ustvarjalnosti,
a ne, kaj pravzaprav, a je ustvarjalnost samo tisto, kar danes vsak dan slišimo, da je ustvarjalnost, ali je ustvarjalnost tisto, kar za nazaj postavlja človeškost. A ne? Kaj, če mi ustvarjamo nekaj, kar temu ne odgovarja? Tu smo v precepu. Recimo na ta precep skušam odgovarjati v tekstu o utopiji. 500 let utopije. Utopija je vezana na neko družbeno ustvarjalnost, na neko družbeno projekcijo, ki ves čas spremlja naš razvoj, torej razvoj tistega, kar imenujemo Zahod, ki ima te možnosti, da razvije svobodo posameznika, pravičnost družbe in tako naprej. Torej, tu seveda razvijam misel, da ravno utopija, torej kot moment neke emancipacije od osamosvojitve, je prispevala k temu, da smo prišli v družbo otopelosti. To, če ne, mislim, to je kratko malo, recimo tisto, ki se danes pri nas govori, da smo ohranili recimo socialistično miselnost, kakorkoli, se mi zdi parcialen problem naspram temu, da nas je ta utopičnost, ki jo lahko vidite, ne vem, na Euroviziji, kjerkoli danes, ki se Evropa, celotna danes, to je družba utopije otopelosti. Zdaj nastopi problem, kje individuum, kje lahko najde zdaj svojo zadevo. To vprašanje zame ni bilo neutralno. V moji knjigi, jaz ne citiram, recimo kar nekaj filozofov, ki so mu všeč, ali kakorkoli, ampak se mi zdijo samo važni. So seveda tudi citati, ampak mislim, da vse ljudi, ki sem jih navajal, so bili v neki povezavi z mano. Tu recimo posebej bi moral omeniti kolego, prijatelja Gorana Starčeviča, ki mu je en tekst posebej posvečen. Torej, to vprašanje iščem v kako bi rekel, tistem bi lahko stiku, ki sem imel ga, filozofski, kakorkoli, ki je bil, a pa spes, se si jih prej, mislim, kakorkoli v tem kontekstu. In če si preberete ta spis, boste videli, kako skušam uhajati to. Skušam tudi tisto, kar je moja najsamotnejša samota. Nočem, kako bi rekel, zunaj tega, da kogarkoli tu, ampak z vprašanjem, če jaz danes, veste, tako kot je bil Descartes na začetku novega veka, na začetku utopije, ki je rekel samo da imam točko, s katero dvignem kozmos. Jaz nisem danes v poziciji, niti se ne nočem primerjati z Descartesom, ampak finta je, da ta samota, ki tu izide, je mogoče edini odgovor na vprašanje humanosti danes. Da ta humanost postane v sebi toliko ubožna, da se toliko teh projektov znebi, da lahko najde možnost govorice, o kateri govoriš, odgovarjanja. Ne pa, da se jaz postavljam vnaprej, da sem nosilec progresa vsega tega. Mi lahko, jaz ne zanikam, kako bi rekel, enormno respektiran vsak tak premik, ampak dajmo pomisliti na to. Dajmo pomisliti, če je tisto siromaštvo, ki ga moramo priznati v nas, tista neznatnost biti, ki jo moramo priznati v nas, če ni tisto, kar nas obvezuje. Če tako zastavim, sem jaz obsojen na tavanje. Sprejmem to tavanje. Sprejmem ga, kako bi rekel, kot moj primanjkljaj. Jaz se ne bom postavljal niti kot znanstvenik, niti kot profesor tu, ampak nekdo, ki pa za ta smisel, ne vem, mora zastaviti govorico. Istočasno mi pa to govorico, to te pa zdaj tebe, kako to, da mi jo jemljajo. Kako bo to šlo? No, toliko
za povzetek moje knjige. Ne bo šlo. Ti bom odgovorila s tistim stavkom, ki mi ga je rekla Maja Haderlap, oziroma ki ga je povedala njena mama, nekomu, nekemu Avstrijcu, kajti Avstrijci so v prejšnjih časih, ko so slišali Slovence v javnem prostoru govoriti slovensko, na glas nergal in tako je tudi en Avstrijc nergal na mamo, ko je govorila s hčerko v slovenščini, kaj more s to slovenščino zdaj v Avstriji silt, ne? In moja mama rekla, veste kaj, ko boste vi pozabili svoj jezik, če ga boste pozabili, boste lahko samo lajal. In zdaj je vprašanje, kaj bomo tudi mi naredili, če bomo pozabili svoj jezik, oziroma če se ne bo tvoril in nenehno obnavljal. Sej, jaz si predstavljam, da je v humanistiki vse tako, kakor je v telesu. Enaka demokracija. Predstavljajte si, da v telesu, da vam zdravnik zapove totalitarnost, naj si bo glede na vaš fizis ali pa glede na vašo psiho, ali pa na karkoli drugega. Vse ne zdržimo niti eno leto. In verjetno, da je z našim življenjem podobno, ne? Samo se nekako ne zavedamo, da je ta demokracija nekaj naravnega, da ima vsak majhen, nepomemben del, zelo pomemben delež v tem, da celota funkcionira. Tukaj bi mogoče bilo tudi prav, da rečeš kakšno besedo o poglavju Evrope. Zelo rad. Jaz upam, da ja, Evrope, ja, se vidite po naslovu, ne? S tem, da je mi smo imeli še ministra Evropa, ne? Moram reči, da tisti dan, ko je ta minister podpisoval pristopna izjavo, ne? 3 so bili, ne? Ker se niso mogli zmeniti. Še minister Rupel, pa še predsednik, ne? Se niso mogli. In smo imeli v PEN klubu, evo, smo imeli, meni se zdi, ja, Boris je bil, so nas takrat obtožili evroskepticizma, ampak mi smo takrat samo protestirali pod katerimi pogoji, ne pod katerimi pogoji, ampak kaj ima Slovenija za nek načrt, ko gre v Evropo, da je to problem. In potem so nas predvajali zjutraj ob 6 na radiju, te naše kritike, očitno je bil na radiju nekdo, ki mu je bilo to. Zdaj seveda tega ne bi omenil, če to ne bi bila zelo resna zadeva za Slovenijo danes. In zdaj recimo to z problemom slovenščine, ne, to zdaj ni to, da bi se jaz iz kakšnih nacionalnih čustev česa temu posebej posvečal. Problem je, da v današnjih dneh in na nek način se je to začelo z našo priključitvijo Evropske skupnosti. Takrat se mi je zdelo, ne, subjekt hoče Evropo, substanca bi pa rada notri bila, ne, se obdrži kulturo, ne. Danes se mi zdi pa slika grozljiva v nekem drugem smislu. In to je rob Evrope na naših tleh, pa ga ni Evropa zagrešila, ampak mi kot dobri Evropejci. Namreč, da mi prehajamo v neko obliko poddržavnosti. Ne? Mi prehajamo, mislim, da imamo rizik, da bomo, demokracija je vedno vezana na to. Ne? Zdaj, stopnja demokracije je vezana vedno, koliko neko okolje ima pravnih in drugih ustavnih in vse to kompetenc, da ima to. In mi se trenutno nahajamo v nekem stanju in nažalost, torej opažam tudi, da nekatere pobude kolegov, tudi iz kroga Nove revije, ne, tega, ki je pač našo državnost, je nekaj hotel prispevati k temu, ne samo hotel, ampak tudi je dal bistveni prispevek, da vse to gre za to, da se pravzaprav Slovenija prilagodi na nek poddržavniški
status, ki ga bo odigrala. To se pravi, recimo, kar se tiče slovenskega jezika, tisto, kar je mene na nek način prizadelo tu, ni samo to zavest, ki je v tem. Ne? Kot Primorca me seveda zmeraj lahko primete na to zavest. Ne? Čeprav sem bil, to moram reči, da mi nikakor ni bilo všeč, da ne obstaja to normalno jezikovno zavedanje, kako lahko vse te argumente se o zamenjavi jezikov in vse to. To mi je bilo seveda težko, ampak filozofi smo potrpežljivi. Tisto, kar me je mene najbolj zaokupiralo, je pa to, da država tu ni sposobna vzdrževati kot država, tista, ki drži, tistih nevrednot, ne, ampak pravzaprav temeljev, se pravi samih podlag, na kateri je tu možen kakršenkoli razvoj. In v tem je zdaj srž debate o slovenščini, namreč zavedanje našega trenutka, trenutno v Evropi, ko se mi odpravljamo enostavno, ne, da za tistim, kar smo skušali razviti koncem 80-ih let, kar smo na nek način realizirali, se zdaj preobrača v neko poddržavnost. Torej, vem, da je moja teza nenavadna, jaz sem eno tezo že izjavil glede situacije osamosvojitve, da je bila slovenska osamosvojitev kupljena. To mi je tedanji premijer, ki je pač nekako imel na grbi to zamiro, ampak ta trditev ni bila namerjena proti njemu. Pač pa na trditvi, da zato, da se je Slovenija osamosvojila, je bilo treba pristati na to, da so vse inštitucije bivšega sistema, kakorkoli, ostale nedotaknjene, da pač ohranijo vso svojo veljavo. Drugače bi se vzpostavilo razmerje, ko Slovenija pač ne bi bila osamosvojena. Edini, ki mi je potrdil to tezo, je bil Lovro Šturm, ki je rekel, vse, poglej uradni list. Poglej uradni list, kako so se privatizacije dogajale in vse to. In recimo potem, ko sem slišal hrvaške kolege, kako je pri njih, torej so tu določene paralele o neki zadevi, ki zgodovinarji, sociologi se jo niso lotili v radikalni, mislim, neki so opisi površni, ampak niso se lotili na tem. Ampak ta situacija danes prispeva v to, da pravzaprav ne samo določene intelektualne struje na Slovenskem, še sploh so, ne? To je še vprašanje, ne? Ampak verjetno tudi ti, ki nekako usmerjajo delo vlade, ne? Se vlada mora, če ne, potem je pa sploh problem, delovati na podlagi nekih predvidevanj, na podlagi nekih raziskav. Zakaj pa plačujemo ljudi? Lepo prosim. Jaz rad opravim svoje delo, pa da ga nekdo upošteva, ne? Potem mislim, da vse to trenutno gre na ta način in to bo prizadevalo ljudi na načine, ki jih lahko že danes prek medijev opazujemo. In mislimo, da je mogoče to nek slučaj in da bi se morala recimo civilna družba spet angažirati. V bistvu je pa to, da smo mi v statusu poddržavnosti. To ni nekaj, kar bi morala civilna družba reševati. Ne more, recimo, ne vem, zdaj to, kar je bilo na Vrhniki, lepo vas prosim, obstajajo inštituti, obstaja vse to, kjer bi morale zadeve biti jasne. To, da napišejo, da objekt je bil niti upisan v kataster, ali kako že to je, ne znam, mogoče, da sem tu. Ampak gledajte, to popolno, kako bi rekel, irelevantnost. Ne? In to, a veste, to se nam znajo s podmiki dogajati. Ne? Torej, tega seveda, to lahko potegne z jezikom, kakorkoli, vse za sabo. Problem pa je, ne, ker glede na našo problematično zgodovino,
Mislim, da smo prišli v obdobje, ko zaradi vrste okoliščin smo v bistvu nekje najslabši, kot nikoli še ni pa v zgodovini, kot se nam ga dogaja danes. Ne? Zdaj jaz ne vem, da mogoče zgrešim. Upam, da zgrešim. Ampak, gledajte, zdaj jaz ne morem medijem, ampak vem pa na podlagi tistega, kar sem jaz imel za dogovarjati, kar sem jaz, s čimer sem umeščen. Recimo, da je to, ne vem, raziskovalna, da je to univerza, da je to kultura ali kakorkoli, potem se mi to kaže. Ne? Zaradi tega sem toliko alergičen, kako Pen odpre diskusijo o sovražnem govoru. Na kakšen način. Ne? S tem, da je to, da ne boste mislili, jaz to smatram za zelo velik problem na Slovenskem. In mislim, da je to prenos tega, kar smo mi v stanju poddržavnosti, da se bomo zdaj šli tiste majhne nacionalizme, ne, vse to, ne, mislim, vse to, kar spremlja, kar je pa več ali manj povezano z uspešnim funkcioniranjem države. In če se mi ne usposobimo, mislim, brez veze, jaz o tem ne morem pisati v knjigi, jaz lahko to debatiram tako splošno, ampak to ni moja stvar. Ne moramo od filozofa to zahtevati, ne? Jaz lahko tudi usposobim ljudi, ki bojo imeli, kako bi rekel, dojemljivo za to. Ampak tu se moramo malo zamisliti, če je moja, a misliš, da je moja observacija prav o poddržavnosti. Prav ta izraz bi uporabil. Ja. Ali lahko razložite, kaj mislite s tem pojmom poddržavnosti? To je, da v vrsti ukrepov, ki se jih sprejema v parlamentu in na drugih ravneh, vprašanje je sploh na kakšnih ravneh. Recimo, vi imate primer raziskovalne dejavnosti, kjer prek pravilnikov, tu prijatelj in sodelavc Tomaž, je odkril, da pravilniki agencije kršijo ustavo v 11 členih. A veste, nikomu ni mar tega. In mi lahko sprejmemo karkoli. Torej, ti primeri, ki jih navajajo mediji, jaz jim seveda dajem delno resničnost. Ampak mi kažejo na to, da tu nastopa, torej, da vse to gre na ta način, kot da državni upravi manjka upravljanje z državo. In jaz mislim, da se tega po osamosvojitvi mi nismo lotili. Nam na kraj pameti, jaz mislim, vsaki politični sili, ki je tu nastopila, da je potrebno nekaj takega, kot je upravljanje z državo. Kjer se bojo določite neke prioritete, ne vem kaj. Glejte, to je smešnica s tem, recimo, kaj je že 7., 8., 2., ne vem kakšen tir. Taka diskusija je za neko, ne da je nedostojna, to kaže nepristojnost države. Zamislite si, kaj bi Avstro-Ogrska, ko smo imeli toliko čez njo, pa pogledajte, koliko kilometrov prog, dajte se šteti, koliko je bilo to? 300-400 km prog. Mi imamo 27 km prog in pogledajte, kakšna diskusija se v 21. stoletju, da vsemi bančnimi, ne vem, katerimi posli dogaja. Pogledajte to primerjavo, a da se ne frapira. To kaže na neko, za moje pojme, moja tezo o nedržavnosti predvsem opiram zdaj, ker sem zasledil te poskuse, kako bi mi prispevali k novi evropski ustavi. Mislim, jaz nimam, vzemite zdaj na znanje, da smo bili priča, recimo, skozi vsa 90. leta smo imeli v krogu Nove revije zelo intenzivno diskusijo o Evropi. Tudi zmero je zbornik, na to išel, ne vem, lahko vam demonstriramo vse to.
In se je pokazala ta razsežnost problematike Evrope v vseh svojih plasteh. V današnjem stanju. Iti s temi predlogi, jaz mislim, da to pomeni zanemarjene naše lastne nedoslednosti, ki pa seveda nosilci teh pobud verjetno, domnevam, ker so pač vezani na določene okoliščine, ne morajo stopiti naprej. S čim pa bi Slovenija najboljše dokazala to evropsko ustavnost, kot da sama realizira tiste ključne vidike, ki se tičejo in perspektive v družbi in glede pravnih, celotne pravne stavbe, vsega tega. Kdo se upa v imenu tega nastopi? Rezultat tega, ker se ne, tudi nobena politična stranka, jaz mislim, da je to hendikep, pravzaprav politike določene, da nobena noče več nastopiti sploh na ravni državniške odgovornosti. Ne, to, da zdaj recimo zdajšnji predsednik nima proti kandidata, to pomeni, da nihče ne državniško razmišlja, ne, ki bi v tej politiki nastopil. Lepo prosim, na čem se zdaj verodostojno strank vzpostavlja, če noben od njihovih liderjev nima intencije, da bi bil državni predstavnik. Mi smo imeli zdaj zelo veliko krizo v Franciji, ne vem, če se je najboljše razrešila, ampak imate tu primer, da se ne tu zmišljuje, ne? Zdaj sem preveč. Ne, še malo kakšno poglavje, ki bi bilo mogoče za zaključek, da kar tako abruptno nakončava te predstavitve. Kaj o duhu? To me mene, brez tega ne bo nič. Ne mogo se na politike niti ne vem nekoga sklicevati, če ne bi bilo tega duhovnega premika, ga nekako zmogli, potem bo vse izostalo. Ne? Tu mislim, da je ključno razumevanje Evrope. Ne? Evropa je zmeraj na duhovnem rasla. In to duhovno ni bilo kar nekaj v zraku, je bila individualnost. Po čem pa imamo mi Evropo drugače kot po individualcih? Kako? Ne? Tudi slovenski duh, recimo, če rečemo Prešeren, ne vem, Plečnika, kakorkoli se je individualiziral. Če mi tega ne zagotavljamo, potem ne moramo reči, da smo Evropejci. To je moja trditev. To nas ne reši nobena ekonomska varianta. Ne? Mislim, da ti projekti, to je sama Evropa je ugotovila, da ne more biti ekonomsko združene. Več pa ni zmogla. Ne? Ne. No, ti misliš, če zdaj recimo nekako potegnemo tale kazalo skupaj, a so tukaj noter kakšne poličke, kakšne možnosti, ki slovenskemu individumu dajo možnost za to, da se individuira drugače, kot se je recimo v prejšnjem režimu? Ali je to približno tako kot z državnostjo? Jaz mislim, da tu, ko nastopamo s tako, upam, da se ni to razumelo kot v smislu neke samokritike, jaz nikoli ne bi šel na to, da nek narod ni zmožen, da imamo tu. Tudi v današnjem času, recimo, ravno vis-a-vis tega, kar sem rekel, poddržavnost. Ne. Po drugi strani lahko tako rekoč enormno prizadevanje in prizadevnost posameznikov opazimo, ki bi kreirali neko občestvo, ki bi vse to.
če mi nekako dan okvir, potem to gre vse v zaman. To bi lahko bila naša zgodovina. To bi lahko bila naša zgodovina, ampak ravno naša zgodovina nam potrjuje nekaj pravzaprav frapantnega. To, recimo, ko govorim s kolegi zunaj, ko me vprašajo, kako so zadeve, pa kako smo mi sploh, je tu neka okoliščina, da smo mi pravzaprav to evropsko zgodovino prestali na nek nenavaden način. Torej brez državnosti, brez neke nadstrukture, ki nas je recimo v to usmerila, politične nadstavbe, kulturne tudi, univerzitetne, kakršnekoli nadstavbe, da smo lahko to. In mislim, da je sama ta situacija lahko ima enormno vrednost v današnji Evropi. Mislim, da lahko pride celo korekcija iz tega ven tiste Evrope, ki je seveda zgodovino razumela v samem enem smislu in jo hoče še danes. Torej, tisto, kar je trenutno najbolj nevarno v Evropi, je, da se seveda odločimo spet za ta zgodovinski, kdo je prva lokomotiva, ki vleče vse ostale in da se spregleda ta individualna vzpostavljenost, v kateri, to je treba vzeti, to, kar lahko zaobšežemo z izrazom Slovenci, Slovenija, vsi ti izrazi danes, če jih uporabljam, morate vzeti, da imajo ideološki, ne vem, kateri predzvok, ampak so vseeno relevantni glede tega vprašanja, ki si ga zastavlja. Kajti tu mislim, da je nekaj, kar bi potem individumu omogočilo, da lahko na nek način izstopava. In recimo, če bi jaz, oziroma velikokrat tudi nastopam v tej funkciji, seveda sprejeti vse to, da to nekako pride do izraza. Zdaj, na kakšne načine, kaj bi bili tisti ključni momenti. Ja, ko sprejemamo zakonodaje in podobno, je treba gledati, kje smo mi umeščeni. Samo to, če pomislimo geografsko, zgodovinsko umeščenost, mi dobimo seveda napotke za naprej. In lahko danes še posebej globalizem ni samo vira. Globalizem ne pomeni samo negativne, pomeni lahko tudi enako enormno rast lokalnega. Zdaj seveda, če je to na pamet Mercatori, zdaj vidimo, v kakšno zgodbo smo tu zapleteni, torej, in tu seveda je potrebna neka politična razsodnost. Je treba sploh vedeti, da je potrebna politična razsodnost. Tu v knjigi, ne samo v tekstu Rop Evrope, veste, ta knjiga je pisana po vsaj 9 linijah diskurza. Od tega primarno individualnega, filozofskega, kulturnega, literarnega, političnega, gospodarskega in so ti elementi unešeni notri. Torej, to je sistem, ki sem rekel, da sem ga s temi potikanji, recimo potikanih prvi tekst, ki ga imate tam, je filozofija na plakatih. Če boste zdaj vzeli to knjigo, boste videli, kaj ta filozofija na plakatih tam pomeni. In tu notri seveda gre za to, da mi se sploh spomnimo načinov, ki nam to omogočijo. Recimo, mi rečemo danes, konkurenčnost. Konkurenčnost je ena beseda, ki jo mi kar vse splošno uporabljamo. Ja, ima konkurenčnost, nekje služi, nekje ne služi. Kaj je tisto, kar v konkurenčnosti bo pomenilo,
a ne, da ima nekdo možnost, da se razvije. Kako boš? In ravno to, ko vidimo tudi, ko to prehaja v medije, je, da mi z izrazi pokrivamo nekaj, kar je neobstoječe. Torej, zato sem tako ostro reagiral, da je moja knjiga nerazumljiva. Pomislite, da je nerazumljivo to, kar nekdo reče, recimo, kar obravnava kot konkurenčnost na televiziji. Lahko potem pride do tega, da bo ekonomijo razlagal gospodarski kriminalc. Pri nas in tudi drugje to ni izključeno. In tu gre za izrabo meril. Mi teh meril, in to sem opozoril, ključna težava nastopi v momentu za nas, ko se mi vključujemo v Evropsko skupnost. In jaz sem tudi takrat rekel, da bodo postale naše volitve naspram evropskim sekundarne. Zakaj? Zato, ker bo vsak od politikov gledal, kako bo prišel v Evropo, da bo tam imel lepo mesto. Tudi, pogledajte, koliko bivših politikov je izvoženo v Evropo za lepe denarje. Jaz bi tudi šel. Mislim, bi se ne odrekel takih denarjev. Ne? Poglejte to, mi imamo tudi politično siromaštvo, da nimamo več zastopnikov političnih. So vsi nekam pobežali. Kam? Ne, če pogledamo, kje so locirani, tudi jaz bi bil. Jaz sem rad pustil vse, zdaj to ukvari, ne pa da pišem te neumne knjige, da ima tako lepo mesto. Ampak, a je to normalno, a je to demokratična družba? Ali je to družba, ki samo izkazuje nekaj, kar se kot miselnost veže na tisto, kar je Gilles formuliral kot novi razred. In mi smo sproducirali ta novi razred, s tem se soočamo in ta novi razred bo našo državnost dokončno pripeljal v poddržavnost. Kakšne bojo konsekvence? Če jaz ocenjujem, bo to lahko nekaj, iz česar slovenski, živeli slovenski, mogoče se ne bo mogel več nekako povleči. Ne vem, zdaj, kakšna je situacija, recimo trenutno na avstrijskem Koroškem. Eni kolegi mi rečejo, ne skrbijo, vse poskrbljeno, ampak tisto, kar se dogaja, tam meni se zdi parodija, farsa, če ne še kaj hujšega. Kaj se je tam zgodilo v slovenskem jeziku? Da ga ni več. Imamo tudi, imamo zgodovinarje, ki so celo v Akademiji znanosti, ki to dokazuje. Ja, lepo prosim, zdaj, če je bil to pogoj, potem bom jaz resno razmišljal, da ne bi tudi kaj takega začel. Da slučajno so neki ljudje, ki govorijo slovensko, na Koroškem, v resnici pa tam ni bilo. Zdaj bomo pa še to mi potrdili, oziroma sami manjšinci, zdaj so se tudi, ali ne vem kako, v glavnem, nihče se glede tega ne preveč vznemirja. Pa me ne gre, zdaj, to ni razmišljanje nacionalistično, to je razmišljanje evropsko. Ta manjšina je nekaj evropskega na Slovenskem. Je nekaj, kar se je povojna Evropa, mi smo bili podpisniki Jugoslavija, mi pa nismo podpisniki državništva. A ni to tudi poddržavništvo? Da se enega akta nismo upali podpisati. Zakaj? A mogoče nam je Avstrija preveč pomagala pri naši osamosvojitvi? Mogoče nam bo pomagala še naprej? Malo izzivam, ampak dajmo začeti razmišljati, kaj nam ponujajo, mislim. A veste, zato sem rekel, v Jugoslaviji, mogoče bomo prišli do paradoksa, da smo imeli v Jugoslaviji več državnosti, kot jo bomo imeli zdaj, pa jo že imamo. Če, recimo, pogledajte primer Evropske banke, da slovenski organi nimajo možnosti vpogleda. Koliko sem informiran, je o nemški imajo. Lahko me korigirate, ampak koliko sem jaz korigiran, je ta možnost v Nemčiji tako. In tudi Nemčija je sprejela cel kup zakonov, da ureja, ker se enostavno ne more drzniti, da bi tvegala to evropsko zgodbo brez zaščite.
Mi tega enostavno nimamo, oziroma ne vem, kako je. Ne vem, cela ta zgodba z bančnimi luknjami, vse to, sploh ne vemo mi, kako se je dogajati. Kako smo mi naenkrat, to se pravi v 2 letih, prišli na tak dolg, ki je 2-krat večji, kot je bil dolg v Jugoslaviji. Glede, to niso normalne stvari. Ne, pa ne, nočem sprožiti zdaj, samo navajam kot primer tega, kar sem rekel, poddržavnost. Ne? Ampak da ne bi šel za poslanca priča zaključek te knjige, da bom kar prebrala. Tudi če bi ti ponudili poslansko mesto v Evropskem parlamentu. To je moj kolega Vatimo, ne, Gianni Vatimo, je v to šel, ne. To je zdaj pa, veste, tisto, kar se govori zdaj problem etike, ne. Namreč, ker zdaj politična angažiranost, ne rečem, da ne bom šel v njo verjeti, mislim, celo to je možno, ne. Samo gledajte, jaz delujem z mladimi ljudmi, jaz delujem v univerzitetnem sistemu, kjer gre za to, da kogarkoli, ki pride, jaz vsakega študenta, vsako študentko filozofije vzamem, da se z njim filozofija nova poraja. Zaradi mene je lahko prišel tja, zaradi 3. pa 4. vzroka, vsakega moram tako imati. Da sem jaz neposredno v politiki, mene to, jaz potem izpadem to, da moram neko določeno politično linijo jo zagovarjati, striktno vse to. In tu pridem potem seveda... Da bi bil vsak od nas državljan. Ne, to, kar sem zdaj tu povedal, niso, to so, kako bi rekel, to so moje filozofske observacije. Če bi jaz bil pa politik, bi jih pa zastopal kot to, da jih moram uresničiti. In jaz uresničujem ljudi, ki jih učim. In mislim, da je to malo lahko vplivno, ni pa direktni angažma. Mislim, to sta 2 zadevi, ki jih je treba, po mojem jih je dobro zaradi demokratične zavesti ločevati, ker drugače pride do omejevanja, do uzurpacije, na kar danes nismo pozorni, ampak jaz se kot konzervativc, ali ne vem kaj, se tega držim. Zaradi tega nočem, s tem, da moram povedati, da sem med mogoče parimi, recimo iz akademske sfere, ki so pa zmeraj, ko je bilo, ne vem, so nastopali. In to tudi za ceno tega, da so bili od samih svojih kolegov potem zelo slabo obravnavani. Glede tega se jaz nisem zadrževal. Torej, pristopil sem zmeraj določeni zadevi tudi za precej hude rizik. Ni bilo to tako. Ne? Mogoče bi, ne vem, moja kariera verjetno drugače izpadla, če bi šel ali po liniji neki politični, a pa da ne bi. Ampak to se mi je pa zdelo, da pa ne sme univerzitetni profesor molčati, da mora nastopati v javnosti. In to sem tudi večkrat povedal glede tistega, kar se imenuje avtonomija univerze, ki jo danes razumejo kot rektonomijo, karkoli že to pomeni. Avtonomija ti daje, torej kot ti daje to, da si ti dolžan opozoriti na tiste zadeve, ki jih smatraš, da so nerelevantne, da moraš to narediti. To je ravno obratno. Kot se ne ve več, da so univerzitetna predavanja javna, če jaz danes to rečem, se bo že čistilka oglasila, da bo to pa ne gre. Univerza postaja tako rekoč neke vrste kaznilnica, če smo pošteni, da imaš omejen dostop. Enkrat je bila pa to javna. Mi nimamo več percepcije, a tako je. Tako je pa pri pesniki.
Tudi pesništvo je, oziroma za literaturo lahko rečem, da sta zadnjič, ko je bil simpozij v Društvu pisateljev ob obletnici Rudija Šelije, sta simpozij imel naslov Prihodnost slovenske umetnosti, slovenske kulture. Ampak o prihodnosti sta govorila samo dva Primorca, Kosovel in Lisjak. Namreč, jaz sem bila zelo vesela, ker to nenehno govorim in če preberem tisti intervju s tistimi 3 akterji novega kulturnega modela, ki je v sobotni prilogi, je to seveda spet isto, o čemer si ti govoril, ne? Da konkurenca ni dobrodošla v tem, da se gleda in da se upošteva to, kaj mnogo ljudi misli o eni stvari ali pa kakšne ideje imajo o eni stvari, ampak da so pač samo eni, da so monistično usmerjene, če tako rečem. In one dva sta govorila o tem, da slovenska literatura potrebuje trg, ampak ne tak trg, kot govorijo neoliberalci, ampak tržnico, agoro, ker mi dejansko nimamo prostora, da tisto, kar naredimo, pokažemo ljudem. Tudi če pri založbi podpišeš v pogodbi, da boš imel 5-6 predstavitev svojega dela, ti tista lastna založba, pri kateri si izdal, tega ne omogoči. Mislim, da to vse pove. Vidiš, kako je. Potem se jaz nisem kar tako pritoževal, ampak pri nas je obratno. Žal mi je. Imamo, recimo, kako pa to, recimo, mi imamo namen odpiranja tega prostora in recimo, to, kar si rekla, ta sestanek prejšnji teden, ne, jaz sem bil zraven pri sestavljanju tega Šeligovega seminarja. Simpozija. In jaz mislim, da je to bila malo, kako bi rekel, malo farsa na to, kar seveda je tvorilo prizadevanje od Rudija, ne. To je moje, in ne vem, zakaj se skuša pa to, ker je ta prostor na tak način zapoln, ne, da se zdaj na podlagi, ne vem, neke referenčne osebe, a ne, skuša potem in to, kar si rekla, tudi ta odprta tržnica, mislim, da ni to problem, ne. Mislim, da je problem te kulture, je problem naprejšnje privilegiranosti, a ne. To je nemogoče, da kakršnakoli založba preživi, če so nekatere financirane, lepo prosim, z takimi izdatnimi denarji, da potem, ko so jim bile zmanjšani, če bi tisto, kar so jim zmanjšali, dobil, ja, potem bi bili mi že na Marsu, mislim, ne vem, hočem ti reči, kje je tu moment samokritike? Veš, Šeligo ni pisal desga, on je pisal kritično. Do ljudi, ki so že takrat nastopili na iste načine, kot nastopajo danes, tvoje pesmi, mi, važno, da smo mi, in to imaš absurd imaš, da na razpisih, ne, da razpisi so na eno to založbo, mislim, kako bi rekel, kot da ima, ti nimaš, en avtor danes, če nima založbe, se ne more javiti, ne. Recimo, če grem jaz neki založbi, potem dobim že, ne vem, 50% več točk, ker sem bil pri tisti založbi, ne, kot kakšna konkurenca je to. Lepo prosim. Ne, in sploh današnji sistem ni več na avtorje in to in po verigi kulture in po verigi znanosti. Pri verigi znanosti to se je zgodilo, da po vseh strogih kriterijih je bila najvišja subvencija pred leti odobrena astrološkemu društvu. Astrološkemu, ne astronomskemu. Ja. In čakajte, ne, potem, ko sem dal neko pritožbo na tem, ne, je prišlo šele čez pol leta tisto. Je pa prepovedano, da objaviš v knjižni izdaji doktorat od ministrstva, mislim, od agencije naše za znanost. Ja, če doktorat ti znanstveno delo, ne, potem so lahko astrološka dela in ne vem še kaj. Torej to,
da kulturno ministrstvo vnaprej ima svoje kulturne potrošnike, torej, ki so proizvajalci. Kakšno kulturo, če si z tega razviti? To je nemogoče, ne? Torej, ves aparat bi moral biti tak, da pač izloči neke kvalitete, ki se pojavljajo, ki imajo relevanco. In zaradi tega se dogaja, poglejte, se zadnjih 25 let se na slovenski kulturni prostor ni stopil nihče. Vse te, ki jih slavimo, so vse še z prejšnjega sistema, če lahko tako rečem. Zakaj? Ker je ta uvedel ta način vsega tega podpiranja, ki je tudi primeren, očitno, da se obdržijo, da se novi razred obdrži tudi v sedanjem. In tako tudi v drugih sistemih, ne samo kulturnem, ne, imamo to paralelo. Ne. Preden zaključim s tem odstavkom, bi rada povedala še to, da se to vse pokriva s tem, kar si ti govoril, kajti urednik Televizije Slovenije je prišel na ta simpozij in seveda z veliko pazljivosti napovedal oddajo, prej povedal, da je Rudi Šeligo en največjih slovenskih intelektualcev, mislim, da je celo rekel največji, ampak rezultat tega njegovega razumevanja je bilo to, da je tam zavrtel neko oddajo brez reza, 15-minutni govor, kjer je kamera avtomatično snemala njegov govor v Brežicah in to je verjetno vse, kar je ostalo na televiziji v dokumentaciji. To se pravi, ta veliki slovenski intelektualec ni dobil ne od urednika ali uredništva ali kakšnega drugega avtorja, vsaj enega dokumentarnega, portretnega filma. Jaz se vam najlepše zahvaljujem za obisk in bom s temle zaključila. Morda je od iskanja izgubljene resnice pomembneje izgubljati se v resnici, tavati smiselno sem in tja, kolovratiti naokrog, medtem ko kolesje melje naprej, da prideš dovolj daleč in to pomeni zadosti blizu obzorju, ki dopušča zazrtost nekam. Skriti up in skrivnostno pričakovanje tu in tam. Hvala lepa.